36 minut je 6:30. Dobro jutro in dober dan na vaši priljubljeni frekvenci. Upam, da ste dan začeli dobro, mi smo vsekakor ga. Tudi čas poleg jutranje kave in obveznega kozarca mlačne vode, seveda za... Ja, začnemo kar zgodaj zjutraj, tam nekje med 6 in pol 7 uro, odvisno koliko naročil nas čaka. Ker ko zjutraj pridemo, se dostikrat zgodi, da so na samem telefonu sporočila za določeno gradivo in seveda mi laufamo v skladišče, ga poiščemo, to gradivo prenesemo še v bazo bibliobusa in se počasi odpravimo proti našim postajališčem. Glede na to, da smo dve ekipi, se pravi, da smo v Sloveniji edini, ko smo v dveh izmenah, smo v različnih smerih, recimo tja proti Sladkemu Vrhu, proti Zgornji Velki, Prihova, proti Ptuju, Zlatoliče, Rošnja, 47 postajališč. Med njimi je tudi Polž, moram povedati. Stojimo predvsem pred osnovno šolo Košaki, ker marsikatera šola nima opremljene knjižnice, enostavno je zelo malo knjig in mi potujoči knjižničarji delamo predvsem na tem, da bi izboljšali bralno pismenost naših mladih, ker itak pravijo, da na mladih svet stoji. Mi potujoči knjižničarji vzpostavimo stik z samimi učitelji, vzgojitelji, se z njimi tudi dogovorimo, kaj potrebujejo ob naslednjem obisku. Dobimo tudi sezname recimo za domače branje, bralno značko, ekobralno značko in to od vrtca naprej do 9. razreda. Seveda tudi tako delamo za srednješolci in zmeraj imamo nekje razno gradivo, ki je najbolj ažurno tisti dan, ko pridemo v en kraj. Zmeraj moramo nekje v mislih imeti, sedaj bo mogoče dan žena, sedaj bo Valentinovo, potem France Prešeren, potem razni drugi prazniki. Naša izposoja se v roku 10 mesecev suče tudi tam čez 147 tisoč enot knjižničnega gradiva. Če smo čisto realni, čisto dorasel še ni. Še posebej takrat, ko prihaja do kakšnih prekinitev in kadar imamo res recimo po cel razred gori ali pa še več. Čas zahteva svoje in Kobis je na pravi poti, da smo zadovoljni z njim, pa da nam je res pomoč.